Dober dan. Danes je nov dan, novi začetki. Vračamo se na YouTube, nadaljujem z YouTubom. Kaj sem hotel povedati? Zmeraj rad opomnim ljudi, da jaz bi samo rad, da bi se ljudje zavedali, da namen tega kanala je puščanje neke zapuščine za ljudi, zato ker, kot vidite, se kot ljudje na tem planetu obnašamo zelo neodgovorno. Zelo neodgovorno se obnašamo se kot eni otroci. Še zmeraj se obnašamo kot ranjeni otroci, namesto da bi končno ratali odrasli, celi ljudje. Neke polne, močne verzije samih sebe, ki bi bili vzor drug drugemu, ne. Mi se še zmeraj obnašamo nezavedno in prestrašeno in s tem manj vredno. In vsak človek, ki je manj vreden, ki se počuti tako, ali pa se sploh tako ne počuti, ampak tako funkcionira in se ta njegova manj vrednost kaže skozi njegovo nezavedno obnašanje, pač nam to prinaša samo destrukcijo v življenju. In v glavnem namen tega videa je ravno prebujanje ljudi, spodbujanje ljudi k tem, da bi prevzemali odgovornost v svojem življenju. Torej, če si pogledate moj kanal, cel kanal je namenjen razlagi resnice, edinega realnega stanja, ki obstaja. To je prvi video in potem vsak video je pogled na isto situacijo iz drugačne perspektive, oziroma iz drugačne perspektive, iz drugačnega konteksta, razlaga tega stanja resnice, ki je edino stanje, ki ga imamo v realnosti. Kaj je problem? Mi kot ljudje na tem svetu, namesto, da bi komunicirali iskreno in direktno in s tem razčistili nejasnosti, ki vzpostavljajo iluzije, v katerih živimo, neke neresničnosti, ki pač niso resnične, ki niso realne, prizemljene. Kaj mi s tem delamo, ko ne komuniciramo direktno in ko se lažemo in ko ignoriramo in manipuliramo in izkoriščamo ljudi? Kaj delamo s tem? Prvo kot prvo nakazujemo na svojo manj vrednost, na svojo delnost in istočasno dovoljujemo, da človeka ne soočimo z realnostjo takšna, kakršna je. Bom dal primer. Naprimer, jaz sem celo življenje, ko sem bil v odnosu z nekim človekom, kakršnakoli interakcija je bila, zmeraj sem imel to sposobnost, da sem videl njihov potencial za vsemi temi plastmi strahu, skozi katerih oni v resnici delujejo. Torej, oni mi kažejo nek strah, oni mi kažejo nek napad, neko realno stanje, ki je zdaj tukaj. In jaz sem zmeraj imel to sposobnost, da sem kljub temu, da je realnost nekaj drugačnega, bil sposoben videti še neko celo sliko, ki se jo oni ne zavedajo. Torej, videti nek njihov potencial, neko odprto srce, nekega opolnomočenega človeka, ki je zadaj in pod iz tega. In ker sem jih dojemal na ta način, sem zmeraj v življenju delal napako in dovolil, da v bistvu ljudje hodijo po meni. Zato, ker če ti ne sprejemaš človeka takšen, kot je ta trenutek pred tabo, torej v realnosti, kako se ta trenutek obnaša pred tabo, in če mu ti ne daš odgovora iz svoje perspektive, z tvoje reakcije, glede na njegovo trenutno obnašanje, mu ti v bistvu ne nudiš zrcala. Če se človek obnaša na nek način ta trenutek, kakor se pač obnaša, in ti ne sprejemaš realnosti takšne, kot je, torej njega v realnosti takšen, kakršen je. Ne, kaj si ti misliš, da bi on lahko bil, zato ker vidiš neke kvalitete, ki jih mogoče sam ne vidi.
ker imaš to sposobnost, ker si, na primer, empatičen, intuitiven človek. Torej, namesto da bi sprejel realnost njegovega obnašanja, ti sprejemaš ta neko celo sliko, ki je niti sam ne vidi, in s tem delaš v bistvu napako. To sem jaz delal cel life, zato ker pač sem imel to sposobnost, ampak kaj je problem tega? Problem tega je, da ljudje niso tam, niso na tem nivoju, na katerim bi lahko bili. In ti moraš zmeri človeka sprejemati na tistem nivoju, kot je tisti trenutek, kako se odraža realnost tisti trenutek, kakšno je njegovo realno stanje, in na njegovo realno stanje, ki se tisti trenutek izraža, mu dati svoj realen feedback, svoj realen odraz, svoj realen odgovor, reakcijo na njegovo akcijo. Torej, človeku moraš zmeri realno pokazati, kaj si misliš, biti direkten in kaj čutiš ob njegovem tistem trenutnem vedenju. Nema veze, da je on zadaj lahko dober človek, ali kakšni so njegovi potenciali, talenti, ali da je za vsakim človekom v bistvu toplo srce in ne vem kaj. To nema veze. Če tako gledaš na stvari, se boš zmeri najebal. Boš šel čez life naiven, ker ne boš sprejemal realnosti takšne, kakršne je. In boš sprejemal ljudi na nekem stanju, v nekem stanju, kjer oni sami resnici še niso in mogoče nikoli ne bojo. In v bistvu lažeš sebi in ne nudiš njim direktne, iskrene slike samih sebe. Zato, ker on se, naprimer, ali pa ona, ali kdorkoli, človek se pač obnaša, naprimer, v neki neopolnomočeni verziji samega sebe, v neki manjvredni verziji samega sebe. In kaj se pol zgodi? Ti, zato ker vidiš vso vrednost v človeku, nekako kar prezreš to njegovo obnašanje in vidiš tudi vse tiste stvari, ki jih ne izraža, in je neka tam toplina in neka človečnost in vse, ampak v resnici s tem delaš napako. Zato, ker s tem, ko ga ti sprejemaš v delih, kjer se on sploh še ne sprejema, mu ne daš šanse, da bi videl sebe, kakšen je v resnici, kakšen je tisti trenutek na tisti svoji stopnji razvitosti, kjer je. In če zmeri prezreš človekovo obnašanje in si misliš, da smo mi samo vsi neka ljubezen in da je za vsem skupaj zmeri neko toplo srce, boš samo najebal v življenju. Hoditi po svetu z odprtim srcem in skušati tako videti ljudi, zato ker imaš to sposobnost, boš v življenju samo nafukal. Zato, ker ljudje niso na tem nivoju, da bi hodili po svetu z odprtim srcem. Jaz sem celo življenje že kot otrok govoril, da največja moč na tem svetu je hoditi z odprtim srcem. Sploh v tej izprijeni, prestrašeni družbi, ki zmeraj ravna iz straha in torej škoduje. Največja moč na tem svetu je imeti odprto srce. To je največja moč. In problem je samo, da se moraš pri tem zavedati, da ja, to se da se hoditi z odprtim srcem po svetu, ker sem jaz hodil z odprtim srcem zmeri po svetu. Ampak istočasno se moraš zavedati, da čeprav za vsakim človekom je neko srce, istočasno ljudje nimajo odprtega srca. In ker nimajo odprtega srca, ker imajo zaprto srce, ker zavračajo dele sebe in jih ne sprejemajo, jih moraš sprejeti tam, kjer so. Zato, ker kako se bo lahko človek videl tisti trenutek v resnici, če ti ne odreagiraš na njegovo realno stanje. Če ti odreagiraš na to, kaj bi on lahko bil v prihodnosti in da mi v resnici smo vsi samo topli ljudje, ti ne vidiš, ti mu ne moreš dati šanso, da bi videl neke svoje pokvarjenosti oziroma nekega zla dejanja, nesramnosti oziroma manj vrednosti, iz česar itak vse izhaja, ki tukaj ta trenutek je in se kaže. Torej, človek se do tebe obnaša manj vredno, zato ker je manj vreden sam. In drugače, kot da mu iskreno poveš, kaj si misliš in kaj čutiš ob tem njegovem trenutnem obnašanju, on ne bo dobil pogleda vase, da se obnaša manj vredno,
da deluje iz strahu. Če boš zmeraj samo gledal ljudi, ja, sej ni panike, varianta v sebi si rečeš, sej ni panike, jaz vem, da mi smo vsi v resnici kao dobri ljudje. In če boš zmeraj tako pristopal k človeku in toleriral zlo obnašanje oziroma vse, kar pač pride iz strahu, ne boš nikoli ljudem pokazal, da v bistvu to njihovo obnašanje nakazuje, da so v disociaciji od delov sebe, da so manj vredni v energiji, da niso celostni. Zato, ker celosten človek ne funkcionira iz strahu. Celosten človek, ki se sprejema v celoti in je odprt za kakršnokoli novo spoznavanje o samem sebi, to je vse, kar rabimo. Mi ne rabimo nekega perfektnega človeka, nekega dokončanega perfektnega človeka, mi ne rabimo tega. Mi rabimo samo stopnjo odprtosti, kjer si ti dovolj močen in sposoben sprejeti in živeti v celoti trenutek vsak del našega življenja. To je vse, kar rabimo. Mi rabimo samo odprtost ljudi, soočenja z neprijetnostjo življenja. To je vse, kar rabimo. Mi ne rabimo nobene popolnosti. Kaj to sploh pomeni? Pitaj Boga. Mi rabimo samo, da so ljudje sposobni biti odprti, biti pogumni, zavedni, neustrašni, odporni v sprejemanju realnosti takšna, kakršna je tisti trenutek. To je edino realno stanje, kar imamo. Torej, trenutek je takšen, kakršen je in sprejemati realnost tega trenutka. To je vse, kar ljudje moramo biti sposobni, če se hočemo opolnomočiti. Ker to je edina pot, to je stanje resnice, torej stanje realnosti. To je edina pot, ki nas bo pripeljala iz manj vrednosti v našo vrednost. Ker v soočanju z celostnostjo trenutka, vsak del našega življenja do smrti, samo tako te bo življenje lahko soočilo s tistimi stvarmi, od katerih si zmeraj bežal, samo tako se boš lahko opolnomočil, ratal odporen in močen človek in samo tako boš sposoben govoriti resnico, izražati svoje resnično stanje samega sebe in s tem nuditi zrcalo nekomu drugemu. Kako lahko nudiš zrcalo nekomu drugemu, če se sam bojiš delov samega sebe? Ne moreš. Torej, nekdo ti laže in se pretvarja zato, ker je manj vreden, ker je v disociaciji od delov sebe, ker ne živi celega sebe. Torej, zdaj vi meni povete, če imaš takega človeka pred sabo in si ti sam tak, torej, ne sprejemate realnosti takšne, kakršne je, mogoče zato, ker vidite, kakšen bi lahko bil potencial, ali pa preprosto, ker tudi sami lažete in manipulirate. Saj sem tudi jaz lagal v življenju. Pač, če deluješ na nivoju, kot deluje ta človek, torej, da tudi ti lažeš in manipuliraš in se pretvarjaš, oziroma si nezaveden, prestrašen in se nisi sposoben soočati z realnostjo, kaj se bo dogajalo? Ne moremo si nuditi zrcalo, ker bi lahko vsak samega sebe videl. Kako se lahko vidiš, če se nekdo obnaša isto kot ti? Ne moreš prepoznati razlike, če je obnašanje isto. Samo če se ta, ki se pretvarja iz svoje manj vrednosti, iz strahu, ki živi iz strahu, samo če mu ti, kot neka opolnomočena oseba, ki živi realnosti v edinem resničnem stanju, v resnici, ki je odporen, močen, ker je sprejel neprijetnosti svojega življenja in jih konstantno sprejema, kadar pridejo, samo tak človek bo imel jajca povedati resnico, biti direkten, izraziti svoje opolnomočeno stanje, kjer bo nudil zrcalo, da se bo lahko ta človek, ki deluje iz manj vrednosti, zares videl. Ker tak človek, ki je opolnomočen, bo rekel, glej človek, to se ne dela, zdaj zaradi tebe ta nasramnost ni bila potrebna, ta napad ni bil potreben in preprosto, da izražiš zares svojo resnico in svojo direktnost čustev in počutja, lahko ti človeku nudiš, da vidi, kakšne posledice imajo njegova dejanja. In samo če vidi, da njegove dejanja škodijo
bo lahko karkoli spremenil v svojem življenju? Kako lahko karkoli spremeni, če ga noben ne opomne na njegovo obnašanje? Če ga noben ne opomne na njegovo obnašanje, kako se lahko človek spremeni iz svojega stanja manj vrednosti, kjer deluje iz strahu, če ga noben ne opomne na njegovo obnašanje, če mu noben ne izrazi resnice? In kako se počuti ob tem, ko se ta človek tako obnaša? Kako se lahko tak človek sploh spremeni, če ti funkcioniraš na koncu ob tem isto kot on? Saj ne more videti, ti moraš biti v stiku z drugačnim človekom, da prepoznaš neke stvari v sebi. Če si v stiku z istim človekom, ne boš prepoznal. In kdo lahko to naredi? Torej, samo nekdo, ki sprejema sebe v celoti, zakaj govorim non-stop ta resnica, kar je edino realno stanje, kjer ti pač sprejemaš dobro življenje in slabo življenje. Življenje niso samo bombončki, življenje je tudi bolečina in trpljenje. In samo, če si sposoben sprejemati neke neprijetnosti, nek šok v telesu, napetost, anksioznost, vse grdote življenja, samo če si jih sposoben živeti in ne bežati od njih, boš ti ratal cel, močen, polnovreden človek, ki lahko nudi direktnost, jasnost, transparentnost sočloveku, ki ni v tem stanju. In samo tak opolnomočen človek, ki lahko nudi to, zato ker je sam prišel v to stanje opolnomočenja z soočanjem z neprijetnostjo življenja, samo tak človek je v bistvu zares ful velik doprinos človeštvu. Tak človek zares rešuje vsakega človeka, s komer je v kontaktu. Ker mu nudi zrcalo. Lej, človek, poglej se. Tvoje obnašanje prinaša takšne posledice v svet. Če te ne bi jaz opomnil, te itak noben drug ne bi. In ravno zaradi tega, ker nimamo tega direktnega, opolnomočenega komuniciranja, ker nimamo takih ljudi, se dogaja to, da smo nenehno v iluzijah. Kot človeštvo smo nenehno v iluzijah. Kaj so iluzije? Iluzije so distrakcije. Konstantno smo v nekih distrakcijah, ki nam preprečujejo, da bi se soočili z realnostjo. Zato, ker nas je strah, ali pa ker nas je nezavedno strah, ker funkcioniramo tako iz vzorca, ki je prišel iz otroštva, kjer smo res mogli preživeti in kjer nas je bilo res strah. Torej, če mi hočemo kam priti, mi ne bomo nič rešili. Mi ne bomo nič rešili v tem svetu s tem, da se gremo vojne, s tem, da se gremo neko kreganje, postavljanje mej, to, kar vidimo zdaj v Ameriki, naprimer, kar se dogaja. Da se pač nad ljudi pošlje vojsko, naprimer. Pač to ni normalno. Mi ne bomo rešili tega sveta, da postavljamo nove meje, ali pa da se gremo neko novo vojno. Mi ne bomo tega rešili, a ne vidite, da smo cel cajt v vojnah. Edina pot iz vojn, edina pot iz bolečine, iz kaosa, iz disharmonije, je to, torej to je prvo kot prvo zrcalo naše manj vrednosti. Ker zmeri, ko si manj vreden, se moraš dokazovati, da si več vreden in da to je moje, to ni tvoje. Cel cajt tekmuješ, kadar nisi potešen, kadar nisi zadovoljen človek. In edina pot ven iz tega je soočenje z realnostjo takšna, kakršna je, torej vsakič, kadar ti je v življenju neprijetno, sprejmi to in živi to, ne samo opazovati to, kot to uči ta disociativna duhovnost, ki jo poznamo, ampak živi, dovoli si čutiti skozi telo in izražati to neprijetnost življenja. In samo, če si to sposoben živeti, boš prišel v stanje, kjer boš ratov vreden, ker to so vsi deli nas, vsi deli življenja, od katerih zmeraj bežimo. In dokler bomo bežali od neprijetnosti samega sebe, izrazu življenja, bomo zmeraj delovali manj vredno. Nema veze, kaj se bo dogajalo v svetu, kakšne politike bomo imeli, kakšne liderje bomo imeli, kakšno novo strukturo bomo postavili, kakšne biznise, kakšne podjetnike, kakšne doktorje, kakršnakoli struktura bo, dokler bomo imeli take ljudi, takšna bo struktura. Vse je odraz človeka, samo pogledajte, kaj se dogaja.
edina pot, torej res edina pot, ljudje, zbudite se čim prej, edina pot ven iz kaosa, edina pot iz nesoglasij, iz nestrinjanj, iz konfliktov, iz vojn, edina pot iz tega je, da rataš polnovreden človek. In to rataš samo na način, da živiš v realnosti, v resničnem stanju, edini resnici, ki je sprejemanje realnosti takšne, kot je dobro in slabo. Ne bežiš od slabega k dobremu, ampak sprejemaš vse. In samo tako lahko rataš močen, do neke mere ravnodušen, karkoli se bo zgodilo, ker ti si pač odporen in premoreš vse. In ostaneš v tem stanju odprtosti skozi celo svoje življenje. Ne iščeš neko stanje, kjer ni več triggerjev in se delaš, da si neki perfekten. Ker mi itak ne vemo, kaj nam bo življenje prineslo. Ni poanta biti popoln. Poanta je samo, da si zmeraj odprt, da si predan. Tako kot je ime muslimanske vere, islam pomeni predaja. Samo bodi predan v življenje, to je itak edina realnost, ki jo imaš, to je edino stanje brez iluzij, vse ostala stanja so stanja iluzij, kjer si ti predan v konstantno soočenje z vsemi neprijetnostmi v življenju. Torej, sooči se z vsem, čemer te je strah. Razjasni vse stvari. Razčisti in sooči se z vso neprijetnostjo, ki bo mogoče sledila pri tem, da slediš na primer svojemu srcu. In to je to. Fora v lifeu je samo to stanje in to stanje ti prinese potešitev, ker ti v takem stanju si miren, si soočen z neprijetnostjo in ker to delaš itak že celo življenje in si odprt, kakršnakoli neprijetnost pride, si že večkrat dokazal v življenju, da si močen in da je lahko sprejmeš in da boš zaradi tega več bežal od nje. Torej, res ni fora biti perfekten, fora je samo biti odporen na življenje. In odporen rataš samo, če se z bolečino soočaš. Samo, če si jo dovoliš živeti. Ne meditacija, kjer gledaš svojo bolečino, to je disociacija, ampak življenje in izražanje svoje bolečine, trpljenja, neprijetnosti, depresije, anksioznosti, dosadnosti, česarkoli, v čemer se nočeš videti in izraziti v življenju. Samo soočenje s tem ti omogoči odpornost in moč, da karkoli bo v življenju spet prišlo, ti ne boš prisiljen bežati, ker te ni več strah. Torej, edino stanje, ki ga rabimo, je stanje neustrašnosti. Stanje neustrašnosti je edino stanje, ki ga rabimo v življenju. In to je stanje odprtosti. Karkoli pride v mojem življenju, jaz bom tu, ostal bom tu in soočil se bom s to neprijetnostjo, s to resnico, ki jo mogoče moram slišati, zato da se neka moja iluzija podre. To je to. To je baza življenja, to je pot v individualno harmonijo in s tem v kolektivno harmonijo. To je edina pot. Ni druge poti. V življenju ni metod. Če mislite, da obstajajo neke metode za življenje, se motite. Jaz sem probal že vse, kar obstaja. Skoraj vse. Že celo življenje probavam te pizdarije, ki jih je sproducirala družba in vam povem, da metode ni. Ko sprobaš vse te metode, ki si jih človek zmislil, priješ na koncu, da vidiš, da nič ne deluje in vse, kar deluje, je pač sprejemanje bolečine, življenje bolečine, pomeni sprejemanje življenja takšno, kakršno je. Realnost je edina resnično stanje. Torej, to je za vse ljudi, ki bi radi bili zavedni, zares prišli do moči v življenju, bili sposobni stati kot avtonomen, neodvisen, suveren človek. To je za ljudi, ki ne bi radi živeli po nekih predpisih, ampak za ljudi, ki bi radi zares spremenili svoje stanje in spontano živeli v harmoniji. Torej človek, ki se ne rabi siliti poživeti po nekih pravilih, zato da bi bila vzpostavljena harmonija, ampak človek, ki je spontano v harmoničnem stanju. To je edina pot. In zdaj, ko sem to zaključil, ker to itak pridigam v vsakem videu, bi rad pa povedal, da istočasno
moramo biti realni, da vsi ljudje ne bojo prišli do tega stanja odprtosti, predaje, kjer ljubijo vse dele sebe, cel trenutek takšen, kakršen je, vsak trenutek svojega življenja, torej ne bežijo od ničesar neprijetnega v trenutku, torej ga ljubijo do konca in v procesu ljubljenja celega trenutka, vsak trenutek svojega življenja postanejo ljubezen. Torej skozi ljubezen se očistimo strahu, ni druge poti, nobene metode ni. Kako lepo, življenje je tako zelo preprosto, a ni to nekaj lepega slišati, nekaj takega. Da je v bistvu, če pogledaš, greš na internet, boš najdel 10,000 psihologov, terapeutov, metod, politikov, ne vem čega svega, sam pejte na YouTube. YouTube je zdaj največja platforma informacij. Sam pejte na YouTube in pogledajte, kaj vse se prodaja. Svega kurca se prodaja. In zgleda, kot da je kompleksno, kot da je življenje ful zajebano. Tam čuješ uno informacijo, tle čuješ, da moraš tako delati, tam čuješ, da moraš tako, vsak govori svoje. Ampak, ko probaš vse te zadeve, in če si pač razvit, jebi ga, in če si zaveden, boš pač prišel do tega, da to, kar govorim tukaj, je edina resnica. Ni drugega, življenje je zelo simpel. Ne rečem, da je lahko se soočati, ampak je preprosto za razložiti in za živeti. Samo nehati je treba bežati od naše celostne izkušnje. In to je ljubezen. Kaj je to drugega kot ljubezen? To je brezpogojna ljubezen. Nuditi sebi brezpogojno ljubezen zato, da postaneš brezpogojna ljubezen, ampak v resnici ne postaneš brezpogojna ljubezen, ampak samo v procesu nudenja brezpogojne ljubezni samemu sebi dovoliš, da vsi te tvoji strahovi izpuhtijo, zato ker si jih ljubil in v bistvu se pod njimi razodane to, kar si itak zmeraj bil, to, kar si nudiš in to, kar si vsak želi. Brezpogojna ljubezen. To je to. V glavnem, to je najpomembnejša stvar za vse, ki ste pripravljeni to slišati in to živeti. Višjega stanja kot to ni. Druga zadeva, torej realnost, je, da pa pač spet to je isto, kot sem na začetku rekel, ne, treba biti realen. To je za peščico ljudi, ki so pripravljeni na to. Ampak poglejte, kaj se dogaja v svetu, poglejte, ko se ljudje obnašajo, nema veze, koliko si star, ljudje se še zmeraj obnašajo iz strahu, so nezavedni ali pa preprosto zavedni in šibki. V vsakem primeru šibki. Zato, ker so delni. In to ni obsojanje, ampak je samo izpostavljanje dejstev. Tako je. In v glavnem, če greste malo pogledati, kaj se dogaja po internetu, ne? Amerika, itak vse, kar se zgodi v Ameriki, se zgodi čez 5 let pri nas, zdaj še hitreje. Pač sam pogledajte, kaj se že dogaja tudi na slovenski sceni. In pol, ko vidim, kaj se dogaja, si mislim, pizda, mi rabimo novo religijo, mono. Mi rabimo novo religijo. Jaz, ki sem ateist, imel sem se že celo za nekega agnostika ali materialista ali karkoli, mi rabimo novo religijo. Krščanstvo je itak staro 2000 let, islam tudi, malo mlajši. In pač starejša kot je informacija, bolje popačena. In če nimamo predstavnikov, ki so to informacijo, torej živečih predstavnikov, ki so to informacijo prinesli zato, da bi jo lahko frišno slišali in razumeli, nimamo sploh razlage tega. O čemu se je sploh govorilo, zato ker vsak človek vidi stvari iz svojega nivoja zavedanja. Več kot to ne moreš. Zato pa je vsa resnica popačena in hvala Bogu je tle kanal namenjen, da je predstavljena čista slika o tem, kaj resnica sploh pomeni. In je simpel kot pasulj, ful zanimivo. V glavnem,
Zato, ker je bila religija popačena, ker so resnico, ki so jo profeti prinesli, razsvetljenje ljudje prinesli na ta planet, zato, ker je bila popačena, zato, ker so si jo ljudje, ki funkcionirajo iz strahu, predstavljali iz tiste svoje prestrašene perspektive. Kaj se je zgodilo? Zaradi tega se je zgodila manipulacija ljudi in v bistvu, če ti ne prodajaš resnice, ampak laž pod imenom resnice, zato ker resnice nisi zares razumel, ker je ne živiš, kaj se zgodi? Se zgodi zavajanje ljudi. Tako so se vzpostavile tradicije, kulture in vse živo. Zaradi ljudi, ki so se delali, da vejo, v resnici pa niso vedeli in so vseeno govorili. In na tak način so religije in vse te tradicije preteklosti v bistvu nič drugega naredile kot kontrolirale in zavajale ljudi, jih držale v nekem stanju podrejenosti, manj vrednosti, kjer je zmeri med tabo in Bogom oziroma življenjem nek posrednik. Namesto da bi se zavedal, da si Božji otrok in da med tabom in Bogom ni nič drugega kot ti in Bog, torej ti in življenje. Sem že izpostavil, da zame Bog pomeni moja individualna izkušnja. Jaz si Boga ne morem predstavljati nikakor drugače, jaz Boga ne poznam nikakor drugače kot skozi svoje življenje. Torej zame Bog je moja individualna izkušnja, to, kar zaznavam, to je to, nič drugega ne more biti. In to je vse, kar rabiš. Ne rabiš nobenih nekih ekstra sposobnosti v življenju. Samo da si cel v trenutku odprt za sprejemanje celega trenutka, vsak del svojega življenja in ne bežiš od nobenega dela v tem trenutku. To je to. To je stanje, ki te očisti, je kurativa in istočasno preventiva, zato ker v procesu biti odprt, sprejemanje neprijetnosti življenja, se očistiš torej svojih strahu neprijetnosti življenja, ratuješ celosten, ker začneš živeti delo osebe, katerih si se bal, in isto torej kurativa in istočasno preventiva, zato ker prihajaš v opolnomočeno stanje, kjer si konstantno dokazuješ, da lahko sprejemaš življenje takšno, kakršno je. In če pride kakršenkoli drugi strah v življenju, ja, mogu sve. To je to. Zanimivo, resnica je kurativa in preventiva obenem. A ni to noro? Jaz nisem še slišal, da bi kdo ponujal kaj takega. Noben doktor. V glavnem nova religija, ne? Nova religija. Torej, zadnji messenger of God, oziroma profet, oziroma kakorkoli, torej ta nek razsvetljeni človek je bil Baha'u'llah. Torej, zadnja vera, zadnja religija je Bahai. Bahai faith, Bahai vera. In je stara 200 let nekje. Torej, to je najbolj ažurirana religija, ki jo imamo ta trenutek. Najbolj mlada je, v smislu najbolj frišna je, v smislu najmanj popačena je, najbolj direktna je, najbolj direkten zapis resnice, ker je stara samo 200 let. In je vzpostavljena v vsakem glavnem mestu držav sveta. In je prva religija, v bistvu, ki priznava vse ostale profete in vse ostale religije in tisto glavno jedro v njih, torej ne priznava seveda popačenosti, ne? Ker v religijah je tudi popačenost, ki sem že izpostavil, zakaj je ta popačenost. Zaradi ljudi, ki sami niso bili na nivoju razumevanja resnice, ker jo niso živeli in so si zato iz svoje limitirane perspektive razlagali življenje. In v glavnem, torej je religija, ki priznava in združuje vse religije. Naprimer, jaz se dostikrat vprašam, oziroma kdaj se vprašam, naprimer, trenutni religiozni ljudje, ne? Naprimer, ljudje, ki si mislijo o Kristus ali pa o Mohamed, kao ti si moj rešitelj ali karkoli, ti si glavni, ti si najpomembnejši ali pa moja religija je glavna in potem spet kaj se dela? Se religije med sabo borijo. Pač jaz tisti bom tako rekel, če ti prepoznaš Kristusa kot profeta in istočasno Mohameda, Abrahama, Budo in Baha'u'llah, naprimer, to so samo eni od teh. Če jih ne prepoznaš kot brate med sabo in da so vsi bili v bistvu profeti, potem tega svojega profeta, ki ga častiš, ga ne prepoznaš kot profeta. Delaš to pač na pamet, zato ker ti je bilo to pač
ponudeno in si bil kondicioniran, da je to tvoja religija, da je to tvoj rešitelj. Ampak v bistvu vsi govorijo eno in isto stvar. Vsi te profeti, vsi te razsvetljeni ljudje so bili vzorniki polnovrednega človeka, so bili vzor naravnega človeka. Kazali so nam pot, kako naj živimo. In cel cel so govorili vsi eno in isto stvar. Da smo vsi bratje in sestre in da imamo enega Boga. In da če živiš v stanju resnice, v stanju predaje, kar islam pomeni, sami si preverite, kaj pomeni beseda islam. Kako inteligentno, da so skrili, kdorkoli je pač to naredil v samo ime religije, resnico, celega nauka. Da samo, če živiš v stanju predaje, lahko prideš do opolnomočenja in živiš tako, kot živijo te profeti oziroma razsvetljeni ljudje. To ni nekaj, kar se bo zgodilo čez 3 življenja ali pa čez 100 let, tako kot to govorijo eni ljudje na sceni, ne. Stanje odprtosti se zgodi tisti trenutek, ko se odločiš se soočiti z bolečino v življenju. Stanje perfekcije pa itak ne vemo, kaj to sploh pomeni, tako da brez veze o tem sploh tuhtati. In tega sploh rabimo, ne. Ker že samo to, da se ljudje podpiramo v tem, da stojimo odprti v sprejemanju bolečine v življenju, že samo to nas združi. Že samo to, da vsi živimo na isti način, nas združi. Sploh ne rabimo biti perfektni in popolni ali ne vem kaj. Hierarhija evolucije bo itak zmeraj obstajala, zmeraj je. Eni smo bolj razviti, drugi smo manj. Tako je. In mi smo tu, da si pomagamo, ne da tekmujemo. Torej, mi sploh ne rabimo, če pogledate, nobene neke nove filozofije ali religije ali karkoli. Mi samo rabimo, da dobesedno se združimo v tem, da vsi začnemo živeti ljubezen življenja. Torej, da vsi začnemo ljubiti vsak trenutek našega življenja in ga sprejemati v celoti. Torej, začeti ljubiti svojo bolečino, svoje trpljenje, svoje neprijetne izraze samega sebe. Vsakič, ko si v neprijetnosti, jo ljubiš, jo sprejemaš, ne bežiš od nje. In samo, da pridemo do tega stanja, kjer smo odprti, kar se lahko zgodi jutri realno, da začneš to delati. Zdaj se lahko začne to dogajati. Če si dovolj zaveden in pogumen človek, če razumeš, kaj govorim in če slišiš pomembnost tega sporočila, če bereš med vrsticami, če bereš energijo, subtilnost, pomembnosti tega, kar tukaj govorim, to lahko začneš že zdaj delati, se začeti soočati s svojo bolečino in trpljenjem in nehaš bežati od nje. In če začnemo vsi to delati, že smo po nečem vsi isti in že smo združeni. In kaj taki ljudje delajo, ko so v tem stanju? Se podpirajo drug drugega. Tebi gre težko v življenju, tudi meni gre zdaj težko v življenju. Se podpiramo. To je to. Sploh ne rabimo drugega. Ampak, čeprav bi bilo ful fajn, da se to zgodi, kot pravim, mi rabimo religijo, zato ker večino folka itak tega ne bo začelo delati, večino folka itak ni zavednega in dovolj pogumnega, da bi se soočilo s strahovi v svojem življenju, od vsega, od česar bežiš. In zato mi rabimo religijo. Tako da, če prepoznavaš samo Kristusa ali pa Mohameda oziroma neko svojo religijo kot glavno religijo in zdaj mora vse ratati ta religija, potem zares ne prepoznavaš pomembnosti svoje religije in zares ne prepoznavaš profeta svojega kot profeta, samo govoriš, ampak v resnici temu ni tako. Ker če bi prepoznal krščanstvo in Kristusa kot resnico in kot profeta, potem bi prepoznal tudi Mohameda in vse ostale religije in vse ostale vere. In če prideš res na to stanje, da prepoznavaš resnico situacije življenja, prideš na to, da mi rabimo torej vero, religijo, ki združuje vse religije. In to že je Bahai Faith. Poglejte si, tudi v Sloveniji je Bahai religija, ki združuje vse religije in jasno izraža resnico življenja, zato ker je samo 200 let stara. In ta religija
ki ni popačena in združuje vse in podpira in je jedro nje holistična, celostna duhovnost, to, o čemer tukaj pravim že cel video, ki je edina duhovnost, ki obstaja, to mora biti baza za postavitev novega politično-družbenega zakonskega sistema. Dokler ne bo to, ta religija, ta holistična duhovnost, ki izhaja dobesedno iz duhovnosti te profetov, ker to je edina duhovnost, ki obstaja, ki je resnična, ki je realna, ki je celostna, vse ostalo so distrakcije. Duhovnost, ki pokrije vse nivoje človeštva, nema veze na katerem stopnju evoluciji si, ki vsakemu človeku ponudi od rešitev, od bolečine, od trpljenja, zato ker predaja je istočasno kurativa in preventiva, torej zaščita za vse ljudi, nema veze na tvoj nivo razvitosti ali koliko dojemaš stvari, ker vse, kar imaš narediti, samo da nehaš bežati od trpljenja in si dovoliš si dokazati, da si odporen človek in da premoreš karkoli ti življenje da. In v celoti čutiš, ne samo razmišljaš tem, ampak čutiš s telesom in si dovoliš vse šoke telesa. Samo če si to dovoliš, si zmagal v lifeu. V glavnem, jaz sem na tej poti in konec nimam pojma, kakšen bo, ampak mislim, da se že v mojem govoru in v moji prezentaciji samega sebe izraža integracija oziroma integriteta tega, kar govorim. To ne pomeni, da si hladen in popoln, to pomeni, da si dovoliš žalosti, jezo, anksioznost, vse, kar ti življenje predstavi. Pomeni biti človek. Resnico smo ponovno razložili, pomembnost religije, ki je itak opisovanje te resnice, ampak za ljudi, ki resnice še ne živijo in bi radi sledili nečemu, je pomembno, da sledijo neki nepopačeni religiji, ki priznava vse in istočasno promovira to resnico. Torej, to je dobesedno filozofija oziroma prepričanje oziroma neka struktura, ki omogoča varnost celemu človeštvu. Ne samo tako, kot je bilo v preteklosti, ker so bili ljudje del religije in so zaradi tega pač imeli neko skupno mišljenje in se zaradi tega družili skupaj in ščitili, ker itak so se ščitili tudi in družili iz strahu po eni strani, ker so bili limitirani, ampak dobesedno druženje v resnici, v moči, v opolnomočenosti. Da se družimo zato, ker res prepoznamo vrednost in pomembnost religije, ki ni nič drugega kot struktura, ki vzpodbuja življenje v resnici. In to je to. Religare pomeni združiti. To pomeni religija. Torej ima ful dober namen sama po sebi, ker jaz včasih sem bil anti-religija. Religija ima ful dober namen. In če je nepopačena in če ljudje razumejo, kaj se govori, ne da se non-stop skozi neke metafore, ampak da imaš dobesedno živega človeka, ki živi to stanje, odprtosti in razlaga iz tega stanja, potem vsaj lahko veš, zakaj se gre in lahko bolj slediš tem zadevam. To je edina stvar, ki nas bo združila stran od distrakcij, v enost, v opolnomočenost, v evolucijo. Torej stran iz disharmonije v harmonijo, kjer cvetimo kot družba na tem planetu. In seveda, to se bo zgodilo samo pod pogoji. Za nekatere ljudi bo to njihovo spontano stanje, za marsikoga oziroma za večino folka bo pa pač to preprosto življenje po tej religiji, po teh pravilih, ki bojo torej uzakonjena politična iz podlage te religije, drugače itak ne gre.
ampak ne iz strahu, kot je bilo to včasih, ampak res iz prepoznave, da je to nekaj, kar rabimo in da se zedinimo pod tem. Ne da ima vsak svojo religijo, da smo zedinjeni pod to religijo. Torej, če priznavaš svojega profeta, svojega odrešenika oziroma odrešitelja ali svojo religijo ali neko svojo identiteto v bilo čem, če se najdeš pod nekje, torej, če se res prepoznavaš, če je ta zadeva res celostna in resnična, potem jo boš prepoznal v vseh ostalih tradicijah in religijah in strukturah in potem pridemo na to, da torej rabimo končno eno frišno, novo, pod katero se vsi združimo. Ni druge poti, sploh ni druge opcije. Tako da namesto, da se daje fokus v vse distrakcije in pizdarije, ki se dogajajo v svetu, moramo dati fokus stran od tega, ne zanikanje tega, seveda treba biti realen, ampak istočasno dati fokus in svojo energijo in svoj čas, ki je ful pomemben, v to, da se čim prej združimo, ne pa da ustrajamo razločeni. Da kaj pravijo, ne? Deli in vladaj, kruha in igr. Torej, razdeli ljudi in dej jim distrakcije. Ravno to, kar ta elita je hotela, to je dosegla. In edina pot iz tega je, da nehamo uporabljati distrakcije, ker distrakcije nam omogočajo, da se ne soočamo z neprijetnostjo samih sebe. Torej, stran od distrakcij, nazaj k bolečini in trpljenju, se soočiti sami s sabo, ratati opolnomočeni, kjer se prepoznamo. Opolnomočen človek opolnomočenega človeka reče, kje si, brate? In se objamejo in grejo na pijačo. To naredijo opolnomočeni ljudje. Samo šibki ljudje se stepejo. Samo šibki ljudje naredijo vojno. Torej, to je edina pot ven. To je to. Upam, da vam počasi ratuje resnica jasna. Razložena je v vsakem videu. In simpel je kot pasulj in da jo začnete živeti. Ne, ker dokler je to samo en koncept v glavi ali pa Uroš, kakšen fajn video si naredil, to nič ne pomeni. Ti moraš to zdaj začeti živeti. Zdaj začni. Je že itak prepozno, mi že smo v kurcu in že tonemo, torej zdaj moraš začeti živeti, ne jutri. In vse, kar ni to, kar se tukaj govori, vse drugo, kar delaš v življenju, kar ni življenje po tem, kar se tukaj govori, ne zato, ker sem jaz rekel, kar res prepoznaš, da to je edino realno stanje in edina rešitev. Vse, kar ni to, je distrakcija. Zdaj se pa ti vprašaj, koliko distrakcij imaš v dnevu. Stran od resnice, od realnega stanja, ki ne bo prineslo harmonijo. Torej, dej ljudem kruha in iger, dej jim distrakcije, da se ne bojo prepoznali same sebe v celoti in s tem drug drugega, ker moč prepozna moč. In če ljudje pridemo do tega, jih ne moreš več deliti in vladati. Takim ljudem ne moreš več vladati. Opolnomočenemu človeku, ki prepozna drugega opolnomočenega človeka, reče, kje si, brate? Takemu človeku ne moreš več vladati. Takega človeka, opolnomočenega človeka ne moreš več zmanipulirati, ker je potešen, zadovoljen, ne rabi pokurca nič. Takemu človeku ne moreš ga prisiliti, da bo nekoga drugega zmanipuliral, skorumpiral, izkoristil, lagal. Torej, noben več nam ne more vladati. Noben več nas ne more deliti in to je edina pot. Zakaj so te religije oziroma ta zakodirana sporočila resnice tako pomembna v življenju? Ker nam pol niko ne može ništa više. Ampak, kot pravim, večina folka tega tak ne bo živela, čeprav bi jaz rad, in zato rabimo religijo. In religija, hvala Bogu, že je tu. Torej, Bahai Faith, če koga zanima,
slediti nečemu, kar itak tukaj že govorim, ampak tam je mogoče to na dolgo in široko razloženo. In je že neka institucija v političnem sistemu, ki je že priznana kot neka ustanova, kot neka filozofija, kot religija in je že realno del sistema, je že del zakonov in pač neke politike in pač mogla bi biti samo pač prepoznana kot nekaj najpomembnejšega. In da je cela struktura človeštva podrejena njej. To je to. Tako da se vidimo naslednjič. Ajde.